Socialni demokrati v Krškem predstavljamo svoje 3 kandidate v 3 različnih okrajih in seveda tisto, kar bo naš program za prihajajoče volitve. Socialni demokrati se lotevamo projekta volitva 2022 zelo resno, z zelo dobro in podrobljenim programom, z kandidatko za mandatarko Tanjo Fajon, kompetentno in veščo mednarodnega parketa in, bom rekel, prodornih idej ter seveda korenitih dejanj. Socialni demokrati želimo, da bi se Republiki Sloveniji krepil predvsem dialog, ohranili visoko stopnjo demokracije, ki smo jo nekoč imeli in je v naslednjem obdobju pod izjemno preizkušnjo, seveda, da bi vrnili institucijam tisto moč, ko so jo nekoč imele zato, da so delovale kot regulator, zato, da dejansko ohranimo delitev oblasti tako, kot smo jo zastavili pred 30 leti. Torej, želimo si drugačne Slovenije, želimo si Slovenije, kjer bi se vsak od nas počutil, da se lahko realizira v svojem jazu, ter seveda, da bi zavihtel nek nov veter, kjer bi našo družbo osvobodil pred, bom rekel, razdvajanjem, pred politično retoriko, ki ni spodobna in ni primerna za sodobni čas, ter s tem in na tak način pokazali ljudem, da je moč bolje obvladovati in državo voditi na način, da se bo vsak od nas, vsaka državljan in državljanka počutil varnega, na način, da se v Sloveniji počutimo vsi skupaj dobro, drug z drugim, ne glede na razlike, ki so med nami. V zadnjih 11 letih so se večkrat dobro politične karte premešale, predvsem zaradi prihoda novih političnih akterjev, ki so se v zadnjih 11 letih vselej pokazale kot nekonsistentna in predvsem iz vidika levosredinskega pola omogočila vsakič znova, da se je tako druga kot tretja Janševa vlada oblikovala. Socialni demokrati smo tokrat nekoliko bolj previdni in prevzemamo večji del odgovornosti pri temu, da ljudem povemo, da politične stranke z jasnim programom, z izkušnjami, z tradicijo, ki jo imamo Socialni demokrati, smo tisti, ki ne bomo razočarali ljudi, ne bomo tisti, ki bomo paktirali z sedanjo oblastjo iz vidika interesa, ampak ki bomo nasprotovali in se predstavili kot alternativa. Torej, iskreno povedano, bomo se v naslednjih 3 mesecih borili za to, da bo 24. aprila Tanja Fajon mandatarka za naslednji sklic prihajajoče vlade.